Trije smo avtorji današnje predstavitve. Z nami je profesorica doktorica Alenka Švab z Fakultete za družbene vede. Alenka, dobro jutro. Zdravljena. Na še enem sosednjem okenčku, sicer zdajle izven kamere, ampak mislim, da nekje blizu, profesorica doktorica Tina Kogovšek, ki prav tako prihaja z Fakultete za družbene vede in tudi z Filozofske fakultete, na obeh dveh fakultetah kolegica sodeluje. Predstavljali pa bomo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli leta 2016, v bistveno širši sestavi. Šlo je za kar obsežno raziskovalno skupino, v kateri so sodelovali tudi kolegi in kolegice. Tina, pozdravljeni, smo te že predstavili in napovedali, v kateri so sodelovali tudi kolegice in kolegi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in poleg že obeh dveh omenjenih fakultet. In ta raziskava, tako kot ena pred tem, ki se je dotikala pa spolnega vedenja študentk in študentov, in tudi v tisti raziskavi bomo kakšno besedo rekli, sta bili zastavljeni interdisciplinarno. V znanosti v zadnjem času z razpravo glede družbe 5.0 v ospredje prihaja pozornost oziroma pomembnost interdisciplinarnega in transdisciplinarnega pristopa. In mi smo temo spolnosti, ki je zagotovo tovrstna tema, ki se dotika različnih znanstvenih polj, poskušali nasloviti prav skozi tako interdisciplinarno optiko. Kako nam je šlo, kakšne težave smo pri tem imeli, predlagam, da o tem razpravljamo v nadaljevanju. Jaz bi samo za začetek rad povedal, kako smo si zamislili današnjo predstavitev. Ker gre za Noč raziskovalcev, to je projekt, ki ga financira Evropska komisija in njen namen je na nek način promocija znanosti in raziskovanja in pa seveda prezentacija tega, kar raziskovalke in raziskovalci na univerzi počnemo. Zato tole današnje srečanje ne bo klasično predavanje, ampak smo se s kolegicama odločili, da zagrizemo v izziv, ki se mu reče animacija statističnih podatkov. Skratka, naš namen oziroma naloga, ki smo si jo zastavili, je, kako predstaviti rezultate take raziskave, ki smo jo naredili, pa določene dileme, ki smo jih pri tem imeli, pa metodološka vprašanja in tako naprej, na nekoliko bolj dostopen način, na nekoliko bolj jasen način, predvsem s pomočjo vizualnih elementov, kar nam je seveda v danem trenutku prišlo še toliko bolj prav zaradi tega, ker ko smo načrtovali Noč raziskovalcev, smo seveda upali, da se bo ta izvedla v fizični obliki, zdaj pa smo obsojeni na Zoom konference in na Zoom življenje, če temu lahko tako rečem, tako da je ta vizualna animacija podatkov verjetno še toliko bolj pomembna in priročna. Jaz predlagam, da stvar izvedemo tako, da si najprej pogledamo del te animacije. Imamo pripravljenih 5 kratkih nekaj minutnih filmov, ki nas bodo uvedli v same rezultate raziskave, potem pa bomo s kolegicama te rezultate poskušali še širše kontekstualizirati in predebatirati. Tina nam bo pomagala pri kontekstualizaciji teh podatkov v primerjavi z rezultati iz raziskav v preteklosti, ker je bila ta naša raziskava vsaj deloma vendarle ponovitev 2 raziskav iz 90. let, Mladi in AIDS 1 in Mladi in AIDS 2. Alenka pa bo podatke še razširila, torej tiste podatke, ki jih na sami animaciji ne bo, mogoče malce sociološke teorije vpeljala v to razpravo, pa vsi skupaj bomo verjetno kakšno besedo rekli še o tisti prejšnji raziskavi, študentski raziskavi, ker najprej smo začeli pravzaprav študentsko raziskavo, danes bomo pa predstavljali predvsem podatke iz dijaške raziskave. Dobro, zdaj jaz upam, da bo tehnika zdržala in da bo vse tole delovalo tako, kot smo si
zamislili. Tale prvi uvodni video del je nekakšna osnovna predstavitev raziskave in metodologije, ki smo jo uporabili. Torej, najprej film, potem pa se vrnemo k debati. Ob koncu prejšnjega tisočletja sta sociologa Anthony Giddens in Zygmunt Bauman vsak na svoj način napovedala pomembne spremembe in preobrazbe na področju intimnosti in spolnosti v novem tisočletju. Napovedala sta pluralizacijo življenjskih stilov. Vsak svojo zasebnost, svoje življenje, svojo identiteto oblikuje glede na lastne potrebe in želje. Pri tem pa družbene norme in družbena pričakovanja niso več tista, ki bi vnaprej trdno in jasno določala naše bivanje. Spolno vedenje mladih naj bi bilo označeno z naraščajočo individualizacijo, s permisivnostjo v odnosu do spolnosti in z izginjajočimi razlikami med spoloma. Poudarila sta tudi, da so spremembe na področju intimnosti in spolnosti postopne in dolgotrajne in da se v največji meri kažejo pri najmlajši generaciji. Rečeno drugače, stališča in vedenja mladih ljudi napovedujejo bodoče smeri sprememb v spolnosti. Mladi so indikatorji preobrazbe intimnosti. Kakšna je torej spolnost mladih v današnjem času in kaj lahko na področju preobrazbe intimnosti pričakujemo v prihodnje? Odgovor na to vprašanje smo poiskali z raziskavo o spolnem vedenju in stališčih o spolnosti med dijakinjami in dijaki v Sloveniji. K sodelovanju smo povabili 65 srednjih šol. 6 šol je naše vabilo zavrnilo. Na 7 šolah nismo mogli izvesti raziskave zaradi tehničnih razlogov, 5 šol pa smo izključili iz vzorca, ker je šlo za specifične srednje šole. V naš slučajni stratificirani sistematični vzorec smo tako zajeli 945 dijakov in 1198 dijakinj drugih in tretjih letnikov iz 52 srednjih šol. Dobrih 43% jih je prihajalo iz gimnazij, 48% iz drugih 4-letnih srednjih šol ter nekaj več kot 8% iz 2-letnih oziroma 3-letnih poklicnih šol. Anketiranci so bili v povprečju stari 17,7 let. 32% jih je bilo iz urbanega okolja, 15% iz primestnega in skoraj 53% iz ruralnega okolja. 28% jih je povedalo, da ne pripadajo nobeni religiji, medtem ko se jih je 63% opredelilo za katoličane. Ja, na koncu mora biti še reklama za Noč raziskovalcev, so mi zabičali, da na to ne smemo pozabiti. Dobro, toliko za uvod. Tole je bila kratka uvodna animacija, ki je predstavila predvsem to, kako smo zasnovali vzorec in kako smo izvedli anketo. Ampak Tina, mogoče besedo najprej dam tebi, zato ker smo tudi v naslov današnjega srečanja zapisali, kako raziskovati spolnost in intimnost. Metodološko gledano, Tina je bila seveda zadolžena predvsem za metodologijo. Kako je raziskovanje tega vidika človeškega življenja drugačno od raziskovanja kakšnih drugih tem? S kakšnimi metodološkimi, pa verjetno tudi etičnimi vprašanji smo se pri tem srečevali? Ja, jaz bi poudarila predvsem to, da seveda jasno gre za eno najbolj občutljivih tem raziskovanja, ne. Pač človeška spolnost, recimo uporaba, ne vem, drog, alkohola in podobne zadeve so zelo občutljive teme za raziskovanje in je pač potem treba še posebej nekako skrbno pristopiti k raziskavi, ne, torej da ljudje potem čim bolj iskreno odgovarjajo, ne, da ni to odgovarjanje preveč socialno zaželeno, kot se tudi reče, ne, se pravi, da ljudje odgovarjajo v skladu z tem, kar percipirajo, da so nekatere nepisane ali pa pisane družbene norme, ne, kaj se v družbi recimo spodobi, kaj se ne, kaj se počne, kaj se ne. Tako da ne, se
nekatera vedenja, ki recimo se percipirajo kot družbeno nezaželena, ljudje manj poročajo o njih, ne, ali pa jim je nerodno. Tista, ki pa so zaželena, pa dostikrat se poroča v večjih številkah, kot se v resnici dogaja, ne. Tako da to je en vidik pomemben, bi rekla, ne. Z tega vidika, ne, recimo je bila naša anketa tudi recimo dobro zasnovana v smislu tega, katero metodo smo uporabili. Ne vem, ali je bilo to, nisem čisto zasledila, je bilo to povedano v temle filmčku, ne. Mi smo imeli spletno anketo, ne, ki so jo dijaki reševali v računalniških učilnicah, ne. Nekako smo poskušali zagotoviti čim bolj nekako res anonimno reševanje. Drugi vidik pa, kot si že tudi omenil, je pa etični, ne. Tukaj smo le imeli nekako opravka z mladoletnimi osebami, čeprav so, ne, večinoma so bili že stari več kot 16 ali več let, ne, tako da tukaj nekako recimo soglasje staršev ni potrebno, ne, in je bilo zanimivo tudi, da nekako niti niso šole, razen 2-3, ne, zahtevale teh nekih soglasij, ne, se pravi, da smo potem poslali nek obrazec, kjer so to soglasje podali za sodelovanje posebej, ne. Verjetno bi bila danes situacija mogoče nekoliko drugačna, ker je v tem času bil sprejet potem ta GDPR, ki nam diha za ovratnik. Tina, mogoče samo na kratko, da ne bomo predolgi na uvodu. V filmu je bilo izpostavljeno, da mislim 6 šol ni želelo sodelovati. Se mogoče spomniš, s kakšnim razlogom, kje so bile težave? Mislim, da niso bile težave v sami vsebini ankete, ampak v bistvu v tem, da nekako se nismo mogli uskladiti glede terminov, ne. Recimo njim so pač presodili, da bi preveč poseglo v njihove siceršnje obveznosti, ne, v pouk, in da z tega vidika to za njih ni bilo sprejemljivo, ali pa so predlagali, da bi recimo anketo izvedli par mesecev kasneje, kot smo jo dejansko izvajali, in to pa za nas ni bilo sprejemljivo, ne. Torej, dijaki in dijakinje so to reševali na računalnikih, v računalniških učilnicah na svojih šolah. Ali je to njim zagotovilo dovolj varnega prostora, da so lahko odgovarjali iskreno? Če sebe postavim v srednjo šolo, se spomnim, da bi taka anketa verjetno spodbudila en kup zafrkavanja, primerjanja, pogledov v ekran, kaj je nekdo odgovoril in tako naprej. Ja, ne, temu smo se izognili s tem, da je vedno bil pri anketiranju prisoten nek delavec šole, ali je bil to učitelj tistega predmeta, kjer se je to izvajalo, ali je bil to kakšen svetovalni delavec, psiholog in tako, in bil je prisoten tudi vedno eden od naših sodelavcev, ne, naših podiplomskih študentov, ne, tako da so imeli stvari pod nadzorom. Dobro. Samo preverjam, tehnično se slišimo, je vse okej. Kot veste, imamo na razpolago tudi chat, če se s kakšnim kratkim odzivom odzovete, če vse tehnično deluje, sicer nas prekinite, da ne bomo govorili v prazno. Upam, da deluje. Če pa je vse okej, hvala lepa, hvala za odziv. Če imate seveda kakšno vprašanje, pa dobrodošli, bodisi da dvignete roko, bodisi da vprašanje napišete, bomo vsekakor poskušali odgovoriti. Alenka, v tem uvodnem delu zelo na kratko in zelo poenostavljeno sta omenjena 2 avtorja, Anthony Giddens in Zygmunt Bauman, ki sta nam bila nek, ne vem, kako naj temu rečem, teoretski uvod v to naše raziskovanje, že pri študentski anketi, pa zdaj pri dijaški anketi. Da rečem direktno, ta 2 sociologa sta imela prav, smo mi potrdili njune teze iz teh 2 prelomnih del, ki sta bili tudi omenjeni v filmu. Ja, Živja, hvala za besedo. Ja, pač mislim, da je ta teorija preobrazbe intimnosti en tak zelo hvaležen pojasnjevalni okvir, zato ker pravzaprav je vse tako idealtipsko postavljeno in potem lahko seveda
podatki preverjamo, ali to drži ali ne. Presenetljivo, ta teorija ima že kar neko dolgo zgodovino. Anthony Giddens je to knjigo objavil v začetku 90-ih let, tako da v bistvu, če danes gledamo z našimi podatki, lahko rečemo, da je v bistvu presenetljivo dobra teorija. Je pa res, da mogoče ne izpostavlja določenih vidikov, ali pa tisto, kar je po moje najpomembnejše tleje, je to, kar je tudi bilo v prezentaciji izpostavljeno, da so namreč te spremembe dolgotrajne. Recimo na začetku 70-ih let se je še govorilo o seksualni revoluciji, recimo. Potem se je čez desetletja pokazalo, da to ni ravno revolucija, ampak da pravzaprav gre za neke dolgotrajne spremembe, počasne. To so pač družbene spremembe, ki seveda pa niso enoznačne. Mi danes govorimo, da prevladuje tako imenovana permisivna seksualna kultura oziroma morala, kar pomeni določene, seveda, tako imenovani permisivni diskurs vključuje prvič svobodo seksualnega izražanja, kar je še posebej pomembno recimo za ženske, za spolne manjšine, seksualne manjšine, večja je spolna enakost, recimo bolj liberalni, tolerantni pogledi na seksualno raznolikost, seksualni pluralizem tudi rečemo, večji je poudarek na užitku, ne več toliko na vprašanjih reprodukcije in tako naprej. Se pravi, velike družbene spremembe. Po drugi strani pa vemo, da kultura, kot rečeno, nikoli ni enoznačna in nekako te ostanki tako imenovane tradicionalne, pa rečemo restriktivne seksualne kulture ostajajo. In to je naša raziskava zelo dobro potrdila. Po eni strani, mladi, še posebej ženske, so nekako nosilci teh družbenih sprememb na področju spolnosti, po drugi strani pa seveda imamo prisotne, in to bomo skozi naše podatke v nadaljevanju tudi zelo lepo prikazali, še vedno neke ostanke teh restrikcij, ali pa vsaj načelno nekih dvojnih seksualnih standardov. Se pravi, da veljajo različna pravila za moške in za ženske, da so posledice za ženske recimo strožje, če tako rečemo, da je zelo prisoten tako imenovani koitalni imperativ, se pravi to, da je koitus osrednji akt, če tako rečemo, spolnega odnosa in tako naprej. Skratka, imamo neke ostanke, ki se vlečejo tudi skozi naše podatke, skratka smo potrdili. Hkrati rečemo potrdili to teorijo preobrazbe intimnosti, hkrati pa našli še vendarle neke ostanke, te tradicionalne seksualne kulture. Zdaj ne vem, če imam še čas, mogoče bi lahko to pokazala na primeru stališč. Jaz predlagam, da s podatki nadaljujemo po drugem krogu. Zdaj gremo k prvim podatkom iz naše raziskave, pa se bomo k tem stališčem Alenka še vrnili, če dovoliš, da ne bomo predolgi že na samem začetku. Skratka, raziskave o spolnem vedenju so do določene mere standardizirane. Določena vprašanja se pojavljajo v vseh raziskavah in eno vprašanje, ki je seveda pomembno, in rezultati odgovora na to vprašanje nekako napovedujejo tudi spolnost posameznika oziroma posameznice v nadaljevanju, je prvi spolni odnos. In zdaj gremo k drugi predstavitvi oziroma drugemu delu naše animacije, to pa je prav prvi spolni odnos in podatki, ki smo jih v raziskavi glede tega dobili. Podatek o prvem spolnem odnosu je pomemben, saj raziskave kažejo, da napoveduje prihodnje spolno vedenje posameznika ali posameznice. V naši raziskavi je skoraj polovica že imela spolne odnose, in sicer nekaj več deklet kot fantov. V povprečju so bili pri prvem spolnem odnosu stari 16 let, njihovi partnerji oziroma partnerke pa nekoliko starejši. 45%, torej slaba polovica anketirank in anketirancev, je že imela spolne odnose vsaj enkrat, pri tem pa je delež deklet v primerjavi s fanti nekoliko večji. Medtem ko je polovica deklet v našem vzorcu že imela prvi spolni odnos, je bil ta delež med fanti 39%. Fantje imajo torej v povprečju nekoliko pozneje svoj prvi spolni odnos kot ženske. Le dober odstotek anketirancev je imelo svoj prvi spolni odnos z osebo istega spola. V povprečju so imeli anketiranci prvi spolni odnos pri 16 letih, in sicer z 1 leto starejšim partnerjem oziroma partnerko. V polovici primerov je bil prvi spolni odnos prvi za oba partnerja.
Čeprav pogosto mislimo, da se povprečna starost pri prvem spolnem odnosu znižuje, to ne drži. Že nekaj časa za celotno populacijo velja, da imamo prvi spolni odnos v povprečju pri 17 letih starosti. Alenka, so nas ti podatki presenetili. Ugotovili smo, da imajo dekleta prvi spolni odnos prej kot fantje in da so partnerke in partnerji pri prvem spolnem odnosu praviloma starejši, v povprečju 1 leto starejši. Kaj nam ti podatki povedo, tudi v povezavi s tem, kar si prej začela govoriti, kar se tiče stališč današnjih mladih do vprašanja spolnosti? Ja, zagotovo. Podatki o prvem spolnem odnosu so zelo dober pokazatelj teh nekih, rečemo, mešanih vrednot. Se pravi, imamo na eni strani dejstvo, da so ženske, in to se vidi tudi, verjetno Tina še povedala, vidi tudi, če pogledamo pretekle raziskave, recimo tiste iz 90-ih, nekako ženske dohitele ali pa celo nekoliko prehitele moške. Tu se vidi zelo pomemben premik k tej permisivni seksualni kulturi oziroma morali, po drugi strani pa, in to je konsistentno v naših podatkih, skozi celo raziskavo, pravzaprav se kar naprej kažejo neke razlike po spolu. Se pravi, partnerji so praviloma starejši pri prvem spolnem odnosu. To velja za ženske, ne za moške. Potem v večji meri za ženske velja, da je to bil takratni partner in je za večino tudi danes, oziroma v času anketiranja bil to partner. To velja bolj za ženske, kot rečeno. Za velik delež žensk je nekako lahko razberemo, da pravzaprav so imele bolj izkušene partnerje, če tako rečem, medtem ko za fante bolj velja, da so tudi partnerke imele prvič z njimi prvič svoj prvi spolni odnos. Tudi še ena stvar, ki tako izstopa, je, da je bolj verjetno, da je za fante bila to avantura, čeprav še vedno, kot bomo videli kasneje, je prvi spolni odnos v veliki meri načrtovan. Alenka, ali je nedolžnost za današnjo generacijo vrednota? Absolutno na nek način je. Se pravi, mi smo to merili z eno posebno lestvico, ki smo se izposodili pri italijanskih kolegicah z Univerze v Torinu, ki so delale tudi kvantitativne in kvalitativne raziskave na to temo, in dobili smo praktično identične rezultate. Recimo, mi smo spraševali, ta lestvica je vključevala recimo trditvi, kot sta tile dve. Nedolžnost je pomembna in je nekaj, kar je vredno izgubiti s prvo osebo, ki ti pride na pot, to je ena trditev, in nedolžnost je prelomnica v osebni rasti posameznika. In mi na teh dveh stališčih smo dobili zelo visoko stopnjo strinjanja. Vendar nekako v kombinaciji z interpretacijo ostalih podatkov lahko rečemo, da tu ne gre za neke znake tradicionalnih vrednot, se pravi neke restriktivne seksualne kulture, ki je ta dogodek zelo visoko normirala, so bili zelo visoki družbeni pritiski, kaj zvem, recimo seks pred poroko, ni bil zaželen, je bil nekako sankcioniran v tem smislu, pogojno rečeno, kar seveda ne pomeni, nekaj sem pozabila reči, neka določena seksualna morala ne pomeni tudi restriktivna, da pravzaprav so se po njej ravnali. Pač spolno vedenje je pač kakršno je in je bilo seveda pestro in aktivno tudi v kontekstu restriktivne seksualne morale ali kulture 50-60 let nazaj, le ni bilo to toliko vidno navzven, oziroma so se predvsem ženske verjetno dosti bolj pazile, da so prikrivale svoje dejansko spolno vedenje. No, skratka, če se vrnem, danes je v bistvu ta kontekst teh stališč, predvsem kultura individualizma, po moje. Se pravi, prvi spolni odnos je pomemben, osebno pomemben, je dobro premišljen, načrtovan, kot bomo videli.
dogodek v življenjskem poteku mladega človeka, in to je skladno tudi z Giddенsovo teorijo preobrazbe intimnosti, kjer so v prvi vrsti pomembni partnerski intimni odnosi, torej iščemo odnos, ne pa več nekega princa na belem konju za večno, če bi tako rekla. Tudi, če omenjena je bila študentska raziskava, študenti so še bolj liberalni, ampak to lahko pojasnimo preprosto s tem, da verjetno gre za nekoliko starejšo populacijo, ki ni več pod tem nekim srednješolskim pritiskom, kjer je izrazito seveda v ospredju tudi odraščanje in oblikovanje svoje osebne identitete, in tle je pomembna nekako tudi, ko bi rekla, skladno z nekimi pričakovanimi normami. Za študente je seveda to dogodek večinoma že neka preteklost, bolj oddaljena in imajo tudi malo bolj liberalne poglede. Ampak kot rečeno, tudi dijaki, dijakinje imajo okoli tega sicer izražajo neko osebno pomembnost tega dogodka, ampak ne pa v smislu, da bi na njih pritiskale neke družbene norme. In to se mi zdi izjemno pomembno poudariti. Še en poudarek pa je ta, da pa vendarle so neke razlike po spolu, ki so bile statistično pomembne. Se pravi, nekako za ženske vendarle je to mogoče mičken bolj pomemben dogodek kot za moške. Tina, na kratko, če se vrnemo v 90-ta, k tema dvema raziskavama, ki sem jih uvodoma omenil, po katerih smo se tudi mi zgledovali in na nek način jo ponovili, glede prvega spolnega odnosa. A se je pri generaciji 90-ih pa prej, v primerjavi z današnjo generacijo, kaj bistveno spremenilo? Govorim zdaj samo o tem, kdaj pride do tega prvega spolnega odnosa, kako in kaj uporabljajo pri tem, o tem v nadaljevanju govorimo. Ja, jaz bi mogoče samo kratko repliko oziroma pripombo na to, kar je Alenka nazadnje povedala, pri primerjavi študentske pa srednješolske populacije treba še dodati, da gre za nekoliko drugačno populacijo tudi, se pravi, vsi, ki so v srednji šoli, ne grejo potem na fakulteto, se pravi, predvsem iz teh poklicnih, tako da ta bolj liberalen pogled je lahko tudi rezultat tega, da gre za nekoliko drugo populacijo v ozadju, Sicer pa, kar se tiče primerjave, bi rekla, da kakšnih bistvenih razlik v resnici ni, ker se recimo v javnosti, recimo v splošnejših medijih, v časopisih, tudi na osnovi kakšnih bolj zdravniško orientiranih raziskav, priložnostnih, nekako malo ta panika ustvarja, ker češ, da vedno mlajši, da imajo mladostniki vedno mlajši spolne odnose, da so neodgovorni in tako naprej. Skratka, to se v teh 20 letih razlike med tema dvema raziskavama ni bistveno spremenilo. Mislim, da celo majčkena razlika je celo v tem, da se je starost pri prvem spolnem odnosu celo nekoliko povišala zdaj in da tudi nekoliko manj jih je že imelo spolne odnose na tej starostni točki, zdaj kot v 90-ih. Takrat mislim, da v tisti raziskavi je bilo 50%, mi smo ugotovili 45%, zdaj na splošno velja za populacijo, da imamo prvi spolni odnos nekje pri 17 letih, v naši raziskavi je bilo pa seveda 16 oziroma 15 pa pol, nekaj podobnega, ker imamo toliko mlajšo generacijo. Potem, ko delamo na celotni generaciji, se ta številka dvigne, ampak pri 17 letih to zdaj že kar nekaj časa velja. Skratka, te ideje, da mislim, seveda verjetno imajo mladi prve spolne odnose lahko tudi bistveno bolj zgodaj, ampak generalno pa ne moramo reči, da naši starši so to imeli pri 18 letih, mi imamo pa zdaj pri 11. Taka podoba se včasih ustvarja, ampak to zagotovo ne drži. Tako. Dobro, velja. Gremo k tretjemu filmu. Tale tretji film je nadaljevanje zgodbe o prvem spolnem odnosu. Nas je seveda zanimalo še malce več. Ne samo kdaj se je zgodil, ampak kako se je zgodil prvi spolni odnos in o tem v tretji animaciji. Popularna kultura in mediji pogosto ustvarjajo vtis, da se prvi spolni odnos dogodi nenačrtovano, praviloma na kakšni zabavi pod vplivom alkohola. No, realnost ni tako vzburljiva. Za večino dijakov in dijakinj, ki so sodelovali v naši raziskavi, se je prvi spolni odnos zgodil v kontekstu partnerskega razmerja, čeprav to bolj velja za dekleta kot za fante.
Večina vprašanih dijakov in dijakinj je prvi spolni odnos imela bodisi pri sebi doma ali pri partnerju oziroma partnerki doma. 20% vprašanih je poročalo, da se je prvi spolni odnos zgodil nekje zunaj, na prostem. Avtomobili, ki so bili baje nekoč precej popularni, pa za današnjo generacijo ne predstavljajo več pomembnega prostora. Le 12% vprašanih je poročalo, da so prvi spolni odnos imeli v avtu, kjer resnici na ljubo res ni preveč udobno. Statistično značilne razlike po spolu so se pokazale pri odgovoru, ali je bil prvi spolni odnos počitniška avantura. Medtem ko to drži za dobrih 40% fantov, velja isto le za slabo petino deklet. Razlike po spolu se kažejo tudi pri motivih za spolni odnos. Pri dekletih so najpogostejši motivi ljubezen, radovednost in želja po spolnosti, medtem ko so fantje med motivi najprej navajali željo po spolnosti, nato pričakovanje, da je čas pravi za prvi spolni odnos in skoraj z enakim deležem tudi radovednost. Za večino dijakov in dijakinj je bil prvi spolni odnos načrtovan. Le petina je poročala, da je bil njihov prvi spolni odnos zaznamovan tudi z uživanjem alkohola in kajenjem cigaret. 10% je poročala, da so bili med prvim spolnim odnosom pijani ali pod vplivom marihuane, zanemarljivo malo pa jih je poročalo o uživanju drugih drog. Dijaki in dijakinje so opisovali praviloma pozitivne občutke, ki so jih doživeli po prvem spolnem odnosu. 66% je reklo, da so se počutili prijetno. Skoraj polovica je poročala tudi o občutkih sreče in 40% si je želelo, da bi se spolni odnos hitro ponovil. In da, res je, med njimi je precej več fantov kot deklet. 27% vprašanih je poročalo, da so pri prvem spolnem odnosu doživeli bolečino. 2% dijakov in dijakinj je reklo, da so se v prvi spolni odnos podali zgolj zaradi tega, da bi ustregli partnerju oziroma partnerki. 8% je prvi spolni odnos opisalo kot neprijeten, manj kot 1% pa kot odvraten. 2% vprašanih je poročalo, da so bili v prvi spolni odnos prisiljeni. Najprej moram pokomentirati tisto zgodbo z avtomobili, ker je bilo to razlog za številna zbadanja v zadnjih dneh, ko so kolegice in kolegi na fakulteti videli te filme, so mi povedali, da so avtomobili danes bistveno bolj udobni in večji, tako da je ta pripomba v tistem tekstu napačna. Avtor sem pa seveda jaz te pripombe. Ok, pustimo to ob strani. Alenka, ti podatki, ki smo jih videli, ves čas poudarjamo to razliko med fanti in dekleti. V bistvu ena stvar me zanima, ali je indikativno to, da so dekleta, torej dijakinje, na naše vprašanje, zakaj, kaj je bil razlog za prvi spolni odnos, v nekaj čez 60% in nekaj več rekle, bila sem zaljubljena v tega fanta. Medtem ko fantje ta razlog navajajo z bistveno manjšim deležem, mislim, da nekaj čez 40%. Skratka, imamo razmerje 60-40%. Fantje so bolj navajali, da so si pač to želeli, da so hoteli to izkusiti. Skratka, pri dekletih, pri fantih vidimo nek večji individualizem pravzaprav. Jaz sem bil tisti, ki sem bil v središču te zgodbe, medtem ko pri dekletih je bolj to relacijsko razmerje. Zelo stereotipno na nek način, se nam je tole vse skupaj postavilo. Ja, sej, kad vemo raziskovalci, najhujše, kad se ti potrdijo stereotipi v raziskavah, saj sem rekla, praktično čez celo raziskavo imamo te razlike po spolu, in to je nekako tudi pri študentih, pri študentski raziskavi bilo tako. Se strinjam, delno je res, so te razlike očitne in zelo gredo ta stereotipnem smislu, ampak po drugi strani bi jaz nekaj rekla, ne toliko individualizem po moje pri moških, opozorila bi na to, 40-60, tudi 40 za fante ni tako majhen odstotek, poleg tega je visoka načrtovanost, 86 jih je
odstotkov jih je poročalo, da sta si vzela čas, da sta bila zaljubljena 71% sicer, ne. Ampak jaz vidim tle nekaj drugega, en tak družbeni pritisk pravzaprav te, rečemo, seksualne morale, ne. Prej smo rekli restriktivna, še vedno seksualna morala še vedno pritiska, ne, neki ostanki so, ne. In te ostanki seveda niso samo za ženske, ne. So na nek način in se vidijo v tem stereotipu, da je za ženske bolj pomembna čustvena plat, za moške mogoče bolj želja, ne, se pravi ta nekako temu rečemo diskurs moškega seksualnega nagona, kjer se nekako tudi vrti ideja, ne, da so moški pač imajo večji seksualni nagon in tako naprej, ne. Se pa skriva tu notri se skrivajo določena družbena pričakovanja, ne, in ko rečemo dvojni seksualni standardi, to ne pomeni pravzaprav omejitve samo za ženske, ampak pravzaprav nalaga, bi rekla, moškim, ne, še posebej mladim fantom, ne, neka visoka družbena pričakovanja in pritiske, ne, in kar se je izkazalo, ne, se pravi, dvojna seksualna morala ne pomeni, da je samo za moške svoboda, za ženske pa pač omejitve, ampak v bistvu nek družben pritisk za moške, ne, se pravi, izkazovati morajo kompetentnost, morajo dati pobudo, nekako se pričakuje, ne, in zdaj v okviru permisivne seksualne kulture so dobili še neke druge odgovornosti, ne, še posebej so odgovorni, saj to bomo lahko še kasneje o tem, ne, za ženski užitek, ne, obstaja, to se je tudi pokazalo in pri študentski in pri naši raziskavi, nov, rečemo temu, nek red glede tega, ali pa predstava, kaj konstituira spolni odnos, ne. In tu je definitivno izpostavljena ta kompetenca moških, ne samo po neki prezentaciji, ampak tudi odgovornost za ženski spolni užitek. Tina, v raziskavi, preden zastavim vprašanje, ki ga imamo v chatu in je izredno zanimivo in ena stvar, s katero smo se ukvarjali, pa verjetno potem stvar zaključili, no, bomo povedali kako. Ampak Tina, v raziskavi je podatek, da sta 2% vprašanih poročala o tem, da sta bila v prvi spolni odnos prisiljena. Tukaj gre večinoma za dijakinje. Kaj lahko s tem podatkom naredimo? Imamo mogoče kakšne primerjalne podatke, ne spomnim se iz tistih starih raziskav glede tega? Samo da malo da gledam. Ne vem, če je sploh ravno prej sem gledala, mislim, da je točno, prisilila me je, ja. V bistvu je to približno enako, no, recimo tudi v 90-ih letih bil sem, prisilila me je bilo tudi približno 2%, tako da tudi na splošno malo sem pogledala te negativni vidiki prvega spolnega odnosa so približno enaki, no, razen mogoče to, ne, tam, ko je pokazano, ne, v filmčku, ne, da jih je bolelo, ne, tega je bilo manj, ne, bilo recimo samo ene 15% v starih, v 90-ih letih, lahko da so tudi zdaj bolj odprti pri poročanju o kakšnih takih negativnih vidikih, kot pa, da bi to zares mogoče pomenilo, da je tega zdaj več, kot je bilo, ne. V chatu nam je oseba RK zastavila vprašanje, ki se tiče binarnega spolnega sistema, ki smo ga uporabili v anketi. Govorili smo o dijakinjah in dijakih. Vprašanje pa je, kako je raziskava, če je upoštevala spolno nebinarne osebe. Tukaj to je vsebinsko in metodološko vprašanje. Dajem obema možnost za odgovor. Mogoče, Alenka, je to tudi priložnost, da povemo malce o tem, kako smo sodelovali z zdravniško stroko oziroma s predstavniki javnega zdravja, kje smo trčili pri naših pogledih, ko smo sestavljali anketo. Zdaj jaz nimam vprašalnika pri sebi, ampak zagotovo smo imeli odprto vprašanje, kar se tiče spolne identitete, tako kot tudi seveda za spolno usmerjenost, ampak rezultatov pa zdaj tle nimam pri sebi, tako da mogoče, če Tina, se ti spomniš, kakšen je bil odstotek nebinarnih
oseb? Ne, prav za dijakinje se ne spomnim, ampak to je res zelo malih, jih to označuje. Lahko pa recimo imam nekako v glavi bolj za študentsko raziskavo, pa mogoče je to, čeprav sicer tam je bil drugačen vzorec narejen, ampak v študentski raziskavi je med 5700 ali koliko smo imeli na koncu, vzorc, jih je bilo okrog 100-111 takih, ki so se opredelili z drugimi kategorijami kot moški, ženska. Z Nino Perger sva tudi poskušala to analizirati, zdaj to je še en članek v nastajanju. Je zanimivo, da je to tudi ena taka dosti heterogena populacija, kar se tiče stališč in tako naprej, nič zelo ne izstopa. Če imamo metodološka dilema, na katero želim namigniti že ves čas, je, ko imamo 100 ali nekaj odgovorov v taki kvantitativni raziskavi, to sicer omogoča neko analizo, ko imamo pa 3-4 odgovore, je pa seveda težava, da s temi odgovori lahko jih individualno analiziraš. To, kar pa zdaj delamo v tej konkretni raziskavi, ko govorimo o splošnih, generalnih ugotovitvah, nam pa tako majhne številke. Skratka, metodologija je napačna za naslavljanje izkušenj majhnih družbenih skupin. Tukaj je bistveno boljša kvalitativna metodologija. Z Alenko sva delala raziskavo o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk, pa je to statistično sicer ne manjšina, ampak se je dalo tudi kvantitativno narediti analizo, ampak bistveno več nam je na nek način pokazala kvalitativna analiza. Ne vem, če smo odgovorili, sicer lahko se oglasite ali pa natipkate še, če imate še kakšno drugo vprašanje. Mogoče lahko še dodam na hitro, da pravzaprav vse je neka vrednost. Mislim, da mi smo že vnaprej pričakovali, da tako opredeljenih nebinarno ne bo veliko v raziskavi in v kvantitativnih raziskavah, potem res s temi majhnimi numerusi nimaš kaj početi. Ampak vseeno smo hoteli pravzaprav pa vendarle nekako sploh detektirati, koliko je takih ljudi in kako se opredeljujejo, kakšne opredelitve izberejo. Tako da v tem smislu je neka vrednost teh podatkov, čeprav jih potem naprej se ne da ne vem kako podrobno analizirati. Izvoli, Alenka. Hotela sem samo reči, da se mi pa zdi politično pomembno, da pač je vprašalnik formuliran na način, da je inkluziven. In mogoče tle je to, kar si Roman na začetku omenil, bil en razkorak, ne bi rekla prav velik, ampak vendarle med javnozdravstvenim pogledom oziroma tem epidemiološkim načinom raziskovanja in sociološkim. To se ni kazalo samo pri vprašanju identitet, ampak tudi kako definiramo spolni odnos, katero terminologijo uporabljamo, k temu se bomo verjetno še kaj vrnili. Mogoče to na koncu, tudi to Urškino vprašanje se mi zdi primerno, da na koncu, da ne zgubimo tega toka. Zdaj smo torej pri prvem spolnem odnosu ugotovili tudi, na kakšen način se je ta prvi spolni odnos zgodil in seveda logično naslednje vprašanje, ki je mogoče zanimivo prvenstveno z javnozdravstvenega vidika, zagotovo pa tudi sociološkega, pa je zaščita pri prvem spolnem odnosu in o tem govori predzadnja animacija, ki smo jo pripravili. Uporaba zaščite pri prvem spolnem odnosu pred spolno prenosljivimi okužbami ter nosečnostjo je med dijaško populacijo visoka. Skoraj 90% je pri prvem spolnem odnosu uporabilo kondom. Le nekaj odstotkov jih ni uporabilo nobene zaščite. Kot glavni razlog pa so navedli, da je bodisi niso imeli pri sebi, da so upali, da se ne bo nič zgodilo, ali pa o tem sploh niso razmišljali. Večina je zaščito uporabila zaradi strahu pred zanositvijo, medtem ko se mladi večinoma o spolno prenosljivih okužbah ne pogovarjajo in na to ob prvem spolnem odnosu praviloma niti ne pomislijo. Opravka imamo z generacijo, ki za razliko od tistih, ki so odraščali v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, ni soočena z razumevanjem okužbe z virusom HIV kot obsodbe na smrt, saj je tovrstna okužba postala oblika kronične bolezni, ki jo je mogoče nadzorovati brez večjih zapletov in posledic za vsakdanje življenje.
Vse to pa lahko ustvari lažen občutek varnosti. Naša raziskava je namreč pokazala, da uporaba kondoma pri zadnjem spolnem odnosu pade na 63%, naraste pa sicer uporaba tabletke. Pri zadnjem spolnem odnosu jo je uporabilo 38% vprašanih dijakinj. Precej zaskrbljujoč je podatek, da je 40% vprašanih menilo, da se lahko okužiš z virusom HIV s pikom komarja. 27% pa, da se lahko okužiš z virusom HIV, če ješ skupaj z nekom, ki je HIV pozitiven. Tudi socialna distanca do HIV pozitivnih oseb med dijaki kaže precej neutemeljenih strahov. 7% jih ne bi motilo, če bi HIV pozitivna oseba z njimi hodila v isto šolo. 10%, če bi z njimi hodila v isti razred. 17%, če bi sedela v isti klopi. 28%, če bi ta oseba prišla k njim na obisk, prelom pa se zgodi pri uporabi stranišča. 58% dijakov in dijakinj bi motilo, če bi HIV pozitivna oseba pri njih doma uporabila WC. Tudi kondom je za del dijakov in dijakinj problematičen. 20% jih meni, da zaradi kondoma manj uživajo v spolnosti in da je spolnost zato manj spontana in romantična. 4% menijo, da bo njihov partner oziroma partnerka užaljen, če bodo uporabili kondom, ali bo morda mislil, da ima spolno prenosljive okužbe. 35% jih meni, da so kondomi predragi. In 30% vprašanih je poročalo, da jim je nerodno kupiti kondome. Tina, gremo v 90. Takrat je bila razprava o uporabi kondoma, seveda nekaj, kar se je vleklo še iz 80-ih, predvsem v povezavi z virusom HIV in AIDS-em in to celotno situacijo, ki se dolgo časa ni rešila. Zdaj se mi zdi, da se je v trenutni situaciji epidemije pokazalo, kako takrat pravzaprav svetovna politika ni naslovila problema te epidemije oziroma problema tega virusa, ker se je na začetku tikal predvsem neke manjšine. Medtem ko danes, ko imamo ta virus, ki se tiče splošne populacije, so te reakcije hitrejše. Tako rekoč v enem letu bomo dobili cepivo, medtem ko za virus HIV pravzaprav cepiva še vedno ni po 30 letih, ampak so pač neke metode in neki pristopi, ki vendarle lajšajo to stvar. Torej, 90% dijakov in dijakinj pri prvem spolnem odnosu, današnja generacija uporabi kondom, mislim, da smo lahko zadovoljni. Kako je bilo v 90-ih s tem? Ja, to je mogoče eden od podatkov, ki bolj izstopajo, oziroma primerjav, ki bolj izstopajo. V 90-ih, recimo pri prvem spolnem odnosu, jih je kondom uporabilo tam okrog 40%, se pravi, da se je uporaba kondoma podvojila in podobno velja tudi za zadnji spolni odnos, kjer uporaba kondoma sicer upade, to si že omenil, tudi zakaj verjetno. Ampak v 90-ih je bilo to tudi pol manj, jih je okrog 30% pri zadnjem spolnem odnosu uporabilo kondom. Mogoče lahko dodam na hitro še to, še malo se to nanaša še na prejšnjo temo, kar se tiče tudi recimo neke te odgovornega vedenja, da je stališča v teh okoliščinah prvega spolnega odnosa kažejo, da je ta prvi spolni odnos v večji meri načrtovan in manj impulziven, kot je bil v 90-ih letih. To so kar precejšnje razlike v odstotkih teh odgovorov. Alenka, torej dijakinje in dijaki uporabijo pri prvem spolnem odnosu neko obliko zaščite, vsaj glavnina, ampak ko smo potem jih spraševali, zakaj, pa je bil glavni razlog bojazen ali pa skrb, da ne pride do nezaželene nosečnosti. Medtem ko spolno prenosljive okužbe nekje ostajajo v ozadju. Verjetno tudi zaradi tega, ker je to prva generacija, ki je odraščala brez strahu pred virusom HIV, brez tistega strahu, s katero so odraščale prejšnje generacije. Ali je ta občutek varnosti nevaren? Kaj naši podatki govorijo za oblikovalce javnih politik?
Jaz mislim, da je to eno od najpomembnejših sporočil, ki jih lahko ponudimo recimo tistim, ki potem tudi odločajo o tem, kakšna bo in javno zdravstvena politika in tudi izobraževalne politike v končni fazi, ker tle govorimo predvsem o pomembnosti spolne vzgoje. Se pravi, zdi se, kot da je, kar se tiče, če rečemo z vidika javno zdravstvene politike, nosečnost pod nadzorom. Se pravi, mi imamo tudi Slovenija v svetovnem vrhu, kar se tiče zelo nizkega odstotka najstniških nosečnosti. Se pravi, visoka stopnja odgovornosti, visoka stopnja informiranosti tudi. Ni pa pod nadzorom ta del, ki se tiče spolno prenosljivih okužb in to je problem. Problem je v tem, da je recimo precej slabo poznavanje, rečemo temu, drugih okužb tudi, ki so nevarne, se pravi, HIV je, dobro, to poznamo, čeprav je poznavanje tudi recimo na nek način pogojno rečeno problematično. Ampak vendarle, ker ima to oznako kronične bolezni, ni več nevarno, medtem ko recimo zelo malo se govori o klamidiji, se pravi bakterijski okužbi z bakterijo Chlamydia trachomatis in pa HPV. HPV je več medijsko pokrit, ker pač je tudi promocija cepljenja, vendarle mi imamo še vedno nizko precepljenost. V naši raziskavi je 60% deklet poročalo, da so se cepile v osnovni šoli za HPV. Tako da gre za resne okužbe, tudi klamidija ni nedolžna okužba in vednost je pa na tem področju ali pa nekako zavedanje, kako je pač pomembna uporaba kondoma, v primerjavi z tabletko je pa pravzaprav še, rečemo, relativno slaba. Tudi, kot je bilo omenjeno, pogovarjajo se pari med sabo ne dosti ali pa zelo majhnih odstotkih. Bi pa jaz mogoče še nekaj drugega dodala, ker mogoče malo bolj pozitivne vidike, ki jih vseeno treba omeniti. Naši podatki z raziskave dijakov so pokazali, da je coitus interruptus absolutno zelo v nizkih odstotkih prisoten pri prvem spolnem odnosu, pa tudi kasneje. Le 6% se jih poslužuje te niti ne metode, ker se ne šteje med metodo zaščite, medtem ko je pri študentih je bil ta odstotek 16%, 16% pri odrasli populaciji, pa mislim, da še celo več. Tako da v tem smislu nekako eno odgovorno vedenje in relativno dobro poznavanje, kar se tiče saj teh nevarnosti glede zaščite. Omenjeno je bilo, mislim, da glede zadnjega spolnega odnosa, kjer je pač mogoče nižja uporaba kondoma, ampak pa višja uporaba tabletke, kjer se tudi lepo vidi ta prednost, ki jo je sistematična politika javnozdravstvena na področju dostopnosti kontracepcije prinesla, se pravi dostopnost hormonske tablete na nek tak stranski učinek, da potem je ta strah pred nosečnostjo pokrita, ni pa pred spolno prenosljivimi boleznimi. Tako da recimo naši podatki, če kažejo o tem, da pač so kondomi predragi, da obstaja sram, to so vse indikatorji, da so potrebni neki ukrepi, bodisi za spolno vzgojo, sistematično spolno vzgojo, bodisi da bi lahko, ne vem, kondomi bili brezplačni ali kakorkoli. Vse ti koraki bi lahko prinesli recimo neke spremembe. Bi pa nekaj opozorila. Pri nas, kot rečeno, mislim, da lahko rečem, da smo v svetovni špici, kar se tiče uporabe kontracepcije. Imamo zelo visoke odstotke tudi v tem merilu, evropskem, svetovnem, kar je posledica, si upam trditi tega, da imamo tudi zelo dolgo tradicijo in neke sistematične skrbi javnozdravstvene za spolno in reproduktivno zdravje. Mi moramo vedeti, da smo imeli v Sloveniji prvo produkcijo hormonske tabletke že leta 1964. Za primerjavo, leta 1960 je ameriška agencija za zdravila šele odobrila, če tako rečem, tabletko, hormonsko zaščito.
In potem so imeli seveda še tožbe po sodiščih in tako naprej. Mi smo 4 leta kasneje imeli že to produkcijo množično. Tu je zelo pomembna vloga tudi Inštituta za načrtovanje družine, ki ga je ustanovila dr. Lidija Andolšek-Jeras in druge kolegice, kolegi, ki je deloval že leta 67 pa tam do 80, ki je sistematično skrbel za spolno vzgojo, informiranje, pokrival to, bi rekla, reproduktivno in spolno zdravje. Ta inštitut je bil tudi recimo imenovan leta 1972 za 16 klinično-raziskovalnih centrov, skratka bil uvrščen pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Se pravi, imamo neko tradicijo izobraževanja, in to se mi zdi zelo pomembno, zato ker pravzaprav današnja mlada dekleta imajo možnost, skratka, se izobraževati tudi po tej liniji, se pravi. Najprej njihove matere so prenesle to na hčerke in zdaj so pravzaprav že vnukinje tiste, ki so deležne te neke sistematičnega informiranja. Tako da mi sicer nimamo več, tako kot je bilo v socializmu, neke sistematične spolne vzgoje, ampak je pa ta ostanek, se mi zdi izjemno pomemben, da ga omenimo. Kako pa lahko, zelo na kratko, ker smo že nekoliko dolgi in ker se dogodki noči raziskovalcev danes potekajo sočasno in verjamem, da si jih bo kdo želel ogledati še kakšnega 52, jih bomo organizirali. 40% dijakov misli, da se lahko okužijo z virusom HIV s pomočjo, s pikom komarja. Kako si lahko to razlagamo? Moja hipoteza je, da je danes internet zelo pomemben vir informacij in vemo, da na internetu je marsikaj, tudi popolnoma nepreverjene in celo napačne informacije. To se kaže nenazadnje tudi v tem, če malo skočim na to, da je v bistvu internet postal res zelo praktično najpomembnejši vir informacij o spolnosti za dijake in dijakine, takoj zraven mame. Je na vrhu, pa pridejo vsi ostali. Dobro. Ne zaupati internetu povsem, kaj ne rečemo. Dobro, jaz predlagam, da gremo še k zadnji animaciji. Do zdaj so bile naše razprave nekako zamejene večinoma v heteroseksualne kontekste, mi pa smo seveda v raziskavi naslavljali tudi druge neheteroseksualne prakse in poglejmo zdaj še nekaj podatkov v povezavi z istospolnimi izkušnjami. Pluralizacija življenjskih stilov in pomembne spremembe na področju intimnosti vključujejo tudi sprejemanje homoseksualne spolnosti. Za dijaško populacijo velja, da izraža relativno visoko stopnjo sprejemanja, čeprav manjšo kot študentska populacija. Prav tako so bolj strpna dekleta kot fantje. 80% deklet je zatrdilo, da jih ne bi motilo, če bi bil njihov sosed istospolno usmerjen. Med fanti je bil ta delež 53%. Trenutno slovensko povprečje je sicer nekaj čez 70% državljank in državljanov Slovenije, ki ne bi imeli težave z istospolno usmerjenim sosedom. V našem vzorcu se je 2,2% dijakinj in 0,6% dijakov opredelilo za istospolno usmerjene osebe. Delež istospolnih izkušenj pa je bistveno večji. 26% dijakinj je poročalo, da so imele vsaj eno istospolno izkušnjo, med dijaki pa je bilo takih 6%. Pri dijakih gejih in dijakinjah lezbikah do prvega spolnega odnosa v povprečju pride 1 leto pozneje kot pri heteroseksualni dijaški populaciji. V manjšem delu kot pri heteroseksualnih dijakih in dijakinjah je ta spolni odnos načrtovan, kljub temu pa se večinoma zgodi doma. 30% je poročalo, da so prvi homoseksualni odnos doživeli na prostem, avtomobili pa tudi v tem primeru niso preveč popularni. 11% dijakov gejev oziroma dijakinj lezbik je poročalo, da so prvi spolni odnos doživeli v avtu. Polovica vprašanih istospolno usmerjenih dijakov je poročala, da so pri prvem spolnem odnosu uporabili kondom.
Podobno kot heteroseksualni dijaki in dijakinje pa so tudi istospolno usmerjeni poročali o občutkih zadovoljstva in sreče po prvem spolnem odnosu. Dobro, tole je bilo pa še nekaj podatkov o istospolnih izkušnjah. Alenka, odnos dijaške populacije do homoseksualnosti smo merili tudi v stališčih. Kakšen je ta odnos? Ja, v bistvu nekaj je bilo že rečeno, ampak mogoče konkretno bolj na katera stališča smo pač vključili. Recimo, generalno gledano dosti liberalna stališča, rekli smo predvsem dekleta, so v tem smislu imela bolj liberalna stališča ali pa bo več odobravanja, recimo ne moti jih, ne fante, ne dekleta, da se gej in lezbijke držijo za roke na ulici. Prav tako se ne strinjajo v veliki meri, da je homoseksualnost bolezen, čeprav pri tem stališču se je pokazalo, da vendarle še polovica fantov meni, da je, kar se mi zdi izjemno pomembna informacija, spet se vračamo, za pač oblikovalce izobraževalnih politik. O tem praktično ni govora v okviru obstoječe, rečemo, naključno organizirane spolne vzgoje v srednjih šolah ali pa osnovnih. Tako da tle je res ena velika potreba potem, da se o tem spregovori. Je pa bila zadržanost in pri tem stališču pa je videti neko odstopanje, zadržanost glede stališča, da so gej in lezbijke ravno tako dobri starši, nekaj podobnega je bilo, tako je bilo oblikovano stališče. Se pravi, ko govorimo, ko vključimo v to zgodbo otroke, pa je zadržanost na splošno, kar jaz mislim, da je ta škodljiva posledica medijskih obravnav, ki so ponavadi, ali pa nekih političnih napadov desnice, RKC-ja in tako naprej. To zdaj nekako tudi delno žanjemo. Mogoče, zdaj sem se spomnila, v najni raziskavi, ki si omenil o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk, smo, ker je šlo za dve raziskavi, ena je bila ponovitvena, smo v obdobju 10 let, se pravi med 2003 in 2013, zaznali dvojni porast nasilja nad geji in lezbijkami v šolah, v srednjih šolah predvsem, kar govori nekako v to smer, da bi o tej temi veljalo, oziroma bi bilo nujno se pogovarjati v tem pozitivnem smislu, v okviru nekih formalnih sistemski spolni vzgoji. Lenka, samo na hitro še en podatek je, ko predstavljamo to raziskavo, tisti, ki vedno pritegne neke pozornosti. To je ta razlika med seveda identifikacijo, da se posamezniki in posameznice opredelijo kot istospolno usmerjene osebe, in izkušnjami. 26% dijakinj je poročalo vsaj eni istospolni izkušnji. Kako si lahko ta podatek razložimo? Verjetno v smislu tudi nekih družbenih sprememb, večji sprejemljivosti, če tako rečemo. Se pravi, da pač istospolni odnosi kot neke prakse so sprejemljivi ravno tako, niso pa nujno povezani z oblikovanjem istospolne identitete, v tem smislu. Je pa tudi mogoče pri dijakih še ta posebnost, ampak to bi lahko preverili, mogoče, če bi pogledali še podatke za študente, teh pa zdaj nimam pri sebi, ampak lahko rečemo, da obdobje najstništva oziroma tega srednješolske obdobje je nekako to obdobje eksperimentiranja. In tudi se mi zdi, da v medijskih reprezentacijah vidimo nekako večjo stopnjo reprezentacij, ki nekako dopuščajo to vrstno vedenje, in je potem tudi bolj sprejemljivo in na nek način tudi bolj prisotno, recimo. Torej lahko rečemo, da je večji pritisk na moško seksualnost ali pa na seksualnost dijakov, v smislu tega, da mora biti ta seksualnost normativna.
Ja, obstaja tudi, da ne bi šla v teorijo, ampak obstaja neka teorija o tako imenovani plastični seksualnosti, rečemo, kjer je teza in je tudi do neke mere empirično dokazana, da je pač ženska seksualnost bistveno bolj plastična, se pravi dojemljiva za spremembe. Ampak spremembe družbene so pa lahko seveda tradicionalne, lahko so pa seveda permisivne, ne. Medtem ko pri moških je ta pritisk, se videli tudi iz naših podatkov, bistveno večji in bistveno bolj, rečemo, strikten v tem smislu, da pravzaprav ni dovoljeno to neko eksperimentiranje, ne. Tina, Urška Henigman nam je zastavila v chatu vprašanje, na katerega si sicer že odgovorila, ampak mogoče vseeno čisto na kratko. Se pripravlja kakšna kvalitativna raziskava o spolnem vedenju in intimnih življenjskih stilih morda v obdobju pandemije? Je tole obdobje, ki ga zdaj živimo, mislim, seveda je verjetno posebna priložnost in poseben izziv za raziskovanje? Ja, je. Mogoče, če ciljaš malo tudi na samo možnost izvedbe, je zdaj v takem času gotovo tudi zelo metodološko to zelo zahtevno izvesti, ker pač imamo vse te omejitve in je podatke zelo težko zbirati. Tudi z vidika, koga dobimo v vzorec, se pravi, moramo dobiti, če pač izvajamo recimo preko spleta, recimo anketo ali pa, ne vem, intervjuje, recimo preko teh spletnih platform, videokonferenc, je sigurno tukaj ljudje, ki niso toliko vešči uporabe teh tehnologij ali pa imajo slab dostop, recimo slabe povezave ali pa sploh ne morejo recimo sodelovati v taki raziskavi. Takole, ko je vse zaprto. Dobro. Okay. Velja, mi smo zdaj počasi pri koncu. Te ključne podatke iz raziskave smo izpostavili, na kratko pokomentirali, nismo vam pa dali še prave priložnosti za kakšno vaše vprašanje ali pa kakšen vaš komentar, mogoče tudi odziv na to, ali je tovrstna animacija podatkov smiselna, vam je to nekaj, kar bi lahko olajšalo poslušanje predavanj ali pa spremljanje predavanj. Odpiram razpravo. Zdaj pred sabo imam, tako kot ponavadi, en kup črnih kvadratkov z ugasnjenimi mikrofoni in kamerami. Kakor želite, lahko se oglasite, lahko napišete. In potem imamo, tako kot ponavadi v Sloveniji, tisto minuto tišine. Urška, hvala. Evo, bom jaz pokomentirala. Meni je bila super ta animacija, fino ste pripravili, mogoče poleg vseh teh podatkov še kratek komentar, kaj pomenijo te podatki. Mogoče, da ni samo to faktografsko, ampak en tak kratek, drugače pa ful fajn, super. Urška, hvala. Mogoče tole vprašanje izkoristim, da Alenki, pa mogoče Tini, če želiš dodati kaj, vendarle rečem, kaj pomenijo ti podatki, kaj pomenijo naši podatki za javno zdravje, za medije, za šole? Kaj je razen tega, da zdaj te podatke imamo, kaj je smisel tega našega raziskovanja, če lahko stvar zastavim tako? Smisel bi bil, da nas nekako slišijo z našimi pozivi. Jaz mislim, da izjemno pomembno, sploh če primerjamo pretekle tudi raziskave, ki so bile narejene, še posebej javnozdravstvene, je, da mladi so odgovorni, da gremo da nimamo en tak premik stran od tega stereotipa o neodgovorni mladini, da se vprašamo, oziroma da se oblikovalci politik vprašajo, kje se da še kaj narediti, oziroma kako pravzaprav oblikovati neko sistemsko politiko, predvsem izobraževalno tudi. Tu bi spet mogoče se nazaj vrnila na podatke, zelo preprosto. Sporočilo dijakov je,
Več si želimo informacij, več spolne vzgoje in sicer na stvareh, ki so ponavadi spuščene, se pravi, dijaki si želijo v velikih odstotkih, tam 40 do 50, pa še več odstotkih in več informacij o partnerskih zvezah, o čustvih, o občutkih pri spolnosti, skratka o teh nekih pozitivnih in negativnih psiholoških, tudi če hočete, vidikih, in pa informiranje o spolno prenosljivih boleznih, tudi o kontracepciji, ampak to ne izstopa toliko. Skratka, mladi si želijo informacije in nekih podatkov in tudi verjetno, da dobijo prostor, da se o tem pogovarjajo. Zato so recimo tudi kvalitativne raziskave v redu, ampak seveda zajamejo samo en košček. Skratka, sporočilo je, manj senzacionalističnega poročanja, več tega realnega in pa za izobraževalne politike, da končno se že naredi nekaj tudi na tem področju. Za zaključek, če ni drugih vprašanj, ampak še vedno je možnost, da vprašate kaj, če želite, bodi si natipkate ali dvignite roko. Eno osebno vprašanje za vaju, Alenka in Tina. Glede na to, da tole predstavljamo v okviru noči raziskovalcev in promoviramo raziskovalni poklic, recimo temu tako, kaj je pa vama osebno v raziskovalnem procesu, mogoče konkretno v tej raziskavi, bilo tisto, kar vaju izpolnjuje v nekem smislu poklicne kariere, pa tudi čisto v nekem z nekega osebnostnega vidika, ker verjetno vsi trije se ne bi ukvarjali s tematikami, ki nas ne zanimajo. Pa tako sem malo firpčen, kateri del raziskovalnega procesa je najbolj fin? A takrat, ko delaš vprašalnik, ali takrat, ko se rešuje vprašalnik, ali takrat, ko Tina dobi vse te podatke v SPSS in jo potem pokličemo, kaj se je pokazalo? Meni osebno absolutno ta prvi del. Jaz ne bom nikoli, to je res užitek, ko se spraviš delati vprašalnik in konceptualiziraš zadeve in tudi zato, ker je tle velika interakcija v raziskovalni skupini in so različna mnenja in tako naprej. Mislim, da si vsi delimo te anekdotične, različne smešne situacije in tako naprej, ampak o tem ne bomo zdaj govorili. Če pa na resni strani pogledam, pa absolutno jaz mislim, da vse teme, ki se tičejo intimnosti, zasebnosti vsakdanjega življenja, ne samo spolnosti, ampak tudi širše vsakdanje življenje, so meni zanimive iz čist absolutno političnega razloga. In še zmeraj upam, da bo to nekje bodisi vplivalo na neke politike ali pa na ljudi, ki se jih to tiče, da imajo neko korist. V tem smislu pač lahko na kratko rečem, da absolutno je ta politični vidik raziskovanja. Alenka, hvala. Tina? No, zdaj bom eno tako, glede na to, da zdaj smo spet doma, pa so spet popularne te gospodinjske teme na Facebooku in v mrežjih. Me to, kar je Alenka rekla, spominja na čase, ko je moja mama še tudi pekla recimo kakšne štrudle in podobno in je ona imela zelo rada krajčke, nekateri smo imeli pa radi tisti na sred štrudla, nismo marali teh pet in tako in smo si potem lepo porazdelili. Ona jedla krajčke, mi smo jedli pa tisto, kar je na sred. Tako da to me spominja, ki je Alenka rekla, ona ima rada to in se pol porazdeli, to veselje v raziskavi. Jaz sem pa recimo rajš, to je tudi moje osnovno poslanstvo, akademsko, imam pa rajš, ko podatke že imam, pa čeprav je tudi razvoj seveda merskih inštrumentov del mojega dela, ampak imam najrajš, ko lahko šraufam podatke, čeprav je to zdaj res bolj zelo redko, ker enostavno zmanjkuje časa, se pravi analiza podatkov in potem kaj pride ven. Čisto osebno, kar se tiče enega osebnega zadovoljstva, pa glede na to, da jaz kot metodologinja dostikrat pravzaprav sem nekako malo odmaknjena od kakšnih konkretnih učinkov, bolj vodim te tehnikalije, da tako rečem, raziskave. Me zelo veseli, če lahko sodelujem tudi pri kakšnih zadevah, kjer imam občutek, da res lahko nekaj prispevam s svojim sodelovanjem v taki raziskavi, neke pozitivne učinke v širši družbi, da ima človek občutek, da je res tisti pregovorni znanstvenik v slonokoščenem stolpu, ki nima veliko zveze z realnostjo. Roman, zdaj pa še ti povej. Ja. Kar se tiče štrudla, imam rajš tiste krajčke.
Z mojim očetom sva se vedno borila, ker on je tudi, ko je mama to spekla, tako zelo tradicionalno je seveda mama spekla, smo se vsi zagrebali za te krajčke. Kar se tiče tega drugega odgovora, je moj odgovor enak Alenkinemu. To naju je verjetno tudi toliko in toliko let nazaj potegnilo skupaj, da zdaj sodelujeva. Mislim, bož, da ne povem koliko časa, ker niti ne vem, ampak zelo dolgo, no? To je več kot 10 let zagotovo, v različnih raziskovalnih projektih. Tako, jaz se spomnim se najine prve raziskave, Alenka, Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, tista čist prva verzija. Tam pa moram priznati, da sem najbolj neko tako otroško navdušenje doživljal, ko sem te podatke, prvič sem se s tem učil SPSS takrat, ne, ko sem te podatke vrgel v računalnik in ko sem dobival neke statistike, ko se je neka slika začela kazati. Saj ta slika večinoma ni bila šok v tem smislu, da se pokaže popolnoma drugačna slika, kot si predstavljaš, ne? Ampak že to, da imaš neko oprijemljivo potrditev tega, kar se ti dozdeva, je neko posebno zadovoljstvo. Je pa seveda tudi res to, kar je Alenka omenila in ti na to se verjetno spomniš, to so dolge ure, ko smo pripravljali te vprašalnike, ampak do solz smo se nasmejali ob kakšnih zadregah in nelogičnostih, ki smo jih hoteli kdaj dati v kakšen vprašalnik. Tako da to so res zanimivi vidiki raziskovanja. Tako da jaz se obema zahvaljujem za pomoč pri izvedbi te noči raziskovalcev. Zahvaljujem se tudi kolegicam na Filozofski fakulteti, mislim, da vsaj ena ali dve sta tudi z nami za pripravo vsega tega, kar je bilo potrebno za tako velik projekt, ki danes teče. Danes je torej noč raziskovalcev, čeprav poteka po dnevi. In jaz upam, da je bilo zbranemu občinstvu tole vendarle vsaj v določeni meri zanimivo in da smo mogoče zanetili kakšno raziskovalno iskrico in da bomo čez recimo 10 ali 15 let lahko mi trije sedeli kot poslušalci, ko bodo naslednje generacije razpravljale o raziskovanju na katerem koli področju že. Hvala lepa še enkrat in dobrodošli še na drugih dogodkih noči raziskovalcev. Jaz grem zdaj takoj na naslednji kanal. Srečno. Ja, živjo. Ja, čau. Čau.